V kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju so na regijskem srečanju zaigrali tamburaši iz Bele krajine, Posavja in Štajerske, medtem ko dolenjskih barv ni zastopal nihče. Tako se je na srečanju netekmovalnega značaja predstavilo 10 skupin. Na našem regijskem srečanju takole se zbere 9-10 skupin, kar je zelo veliko. Dobro, pretežno jih je iz Bele krajine, so 4 skupine, ostale so pa iz drugod. Tako da letos smo imeli celo 2 gosta, preloške tamburaše iz pravzaprav Savinjske doline in pa tamburaški orkester Majšperk iz Ptuju. Seveda ta gost je bil v sklopu projekta, ki ga vodi javni sklad Harmonije, ki pa sodi seveda v Evropsko prestolnico kulture. Tako da se mi vsako leto oziroma v tem letu izmenjujejo medsebojne kulturne vsebine. V 2,5-urnem sporedu so nastopili tamburaške skupine in orkestri iz Črnomlja, Šempetra v Savinjski dolini, Vinice, Metlike, Brežic, Artič in Majšperka, pa tudi preloški muzikanti in tamburaški orkester Dobreč. Moram reči, da sem zelo zadovoljen. Revija je bila čudovita, tehnično je bila dokaj zahtevna v povprečju, lepa izvedba, veliko muziciranja, skratka veliko ene glasbe, ki na trenutke celo presega tisti pričakovani nivo ljubiteljstva. Srečanje ni bilo ocenjevalnega, ampak svetovalnega značaja. Zajec je ob poslušanju skupin vseeno vzel pod drobnogled več dejavnikov. To so sama tehnika igranja, to je ritem, intonacija, agogika, tempo, dinamika, dinamske spremembe. Torej vsi elementi glasbene interpretacije in potem ne nazadnje, seveda, kaj je s to glasbo dirigent oziroma orkester hotel povedati, ali nas je prepričal ali ne. Zadnjih 10 let je interpretacija orkestrov na zelo visoki ravni, meni Zajec, kakovost pa narašča. S tem se strinja tudi vodja tamburaške skupine in orkestra glasbene šole Črnomelj ter orkestra Dobreč Anton Grahek. Belokranjci to vse skozi dokazujejo, saj so med vodilnimi tamburaši pri nas. Ja, to bi lahko rekel, ne, čeprav ne moram to popraviti, ljudje zmotno misli, da je tamburica v Sloveniji prva bila v Beli krajini. To ni res. Večina Slovenije je bila prej tamburica, uradno prisotna kot pri nas. Recimo Trst leta 1890, Cven pri Ljutomeru tudi 1890, pri nas šele prvi zapis 1905, da ne govorim Kamnik, Ljubljana in Koroška, Avstrijska, vsi prej, recimo. Grahek, ki se s tamburico ukvarja 18 let, meni, da je to glasbilo, ki zahteva veliko trdega dela in vaje. Ja, treba kar dosti vaditi. Če hočeš pilati, ker tamburica ni enostaven instrument, tako še vedno nekateri ljudje mislijo, da to v bistvu bilo res včasih namenjeno širokim množicam, ne, preko 100 let nazaj, ne, vendar je to, seveda, danes več ni tako, ne, seveda igrajo, so tudi ljudski godbeniki, v Sloveniji imamo kar nekaj tamburaške skupine in orkestrov, ne. Dobro, iz tistih najboljših je okrog 10 približno, ostala pa seveda bolj na ljudski bazi. Ne. Kljub temu, da so med občinstvom nasplošno bolj priljubljena glasbila kitara, klavir in harmonika, pa tudi za tamburico vlada zanimanje, pravi Grahek. Vseeno si želi, da bi se več mladih odločilo za ta inštrument. Jaz to kompenziram oziroma učim v glasbeni šoli Črnomelj in kompenziram to z Dragatušem, čeprav imam tam vse manj prijav žal, no, v šoli, ker je tudi šola vse manjša. Predvsem zdaj z učenci iz glasbene šole, ne. Seveda je oddelek majhen, ne, ker glede na to, da rabimo zelo veliko različnih instrumentov, od bistenic, bračev, čelovičev, čel, bugari, berde, ne, je žal oddelek majhen, pač več ne gre. Ne. Koordinator novomeške izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Bojan Bencik pa je glede prihodnosti tamburaške glasbe v Sloveniji optimističen. Prihodnost tamburaška je, mislim, zgledna in sigurno bo napredovala, ker čedalje več mladih se odloča za tamburaštvo. In ker je ta zvrst glasbe se razvija tudi v glasbenih šolah, je seveda populacija mladih zelo velika. Veliko je namreč po starosti mladih orkestrov, ki igrajo vse zvrsti glasbe, od klasične tamburaške in ljudske do skladb prirejenih za tamburice.